10.7.16 po kristjanskem koledarju 2016, tož direkt. Tokratna tema energija, bioenergija in zdravje, oziroma, da smo korektni, bioenergija, energija in zdravje. Lokacija odlična, 160-letnica rojstva Nikole Tesle in tukaj je kompleks njegove domačije, se pravi Smiljan Hrvaška. Ali pa rečemo takole, Smiljan svet. Spoštovani, ker smo ravno pri tem. In skoraj da ni boljše prilike, kot je današnja. Ta naš svet na praktično vseh nivojih drvi v propad, ker človeštvo napačno percepira fenomen energija. Ko se spustimo v vse te izume Nikole Tesle in vidimo, kaj se dogaja, kaj vse obstaja, ko si mislimo, kaj vse bi lahko obstajalo, predvsem pa, ko pomislimo, kdaj je on to že odkril, glede na to, koliko let je med temi odkritji in današnjim časom, si moramo priznati, da smo glede na to, kakšne imamo možnosti, zelo, oprostite, ostremu izrazu, retardirani. V prejšnjem direktu sem povzel problematiko uničevanja civilizacije, sedaj bom to strnil. Takrat, ko so onemogočili Teslo, ko jim ni dišala ideja, da bi bila energija brezplačna, so s tem dejansko skoraj da že uničili planet, ker namesto, da bi se vsi vozili na električne avtomobile, ki bi se nam tankali, bodisi tako, da bi stali na soncu in bi se polnile njihove baterije, ali celo še s kakšnim bolj sofisticiranim sistemom, da bi imeli vsi svoj mini Teslov stolp. Še vedno arhaično kurimo nafto, v Sloveniji celo se še v tem obdobju gradi elektrarne, ki kurijo premog, ja, za 1,6 milijarde. No, da se sedaj osredotočimo na to, kar želim povedati v tem videu. Ob tem, da ne znamo energije niti razumeti, niti ustrezno manipulirati, tako da bi dejansko bila ekološka, se premalo zavedamo, da je tudi v našem telesu električna energija tisto, kar vodi živčevje, se pravi, tudi mi laufamo na štrom. Ja? Točno tako je. In ko se človek v to poglablja, ko se poglobi, kako je Tesla študiral, kako je Tesla napajal svoj kako je Tesla študiral in absorbiral GTA in še več teh knjižnih del. Sedaj pred nekaj minutami sem spet prebral, da je bila njegova zelo velika strast branje, se pravi izobraževanje. Tako moramo dejansko dojeti, da smo tudi mi v našem oziru našega obstoja odvisni od tega, kar je Tesla dojel. Seveda zdaj se ne omejujem samo na Tesla, se ni on edini izumitelj, tudi za njim so bili veliki izumitelji, ampak danes obeležujemo ta njegov rojstni dan in je pa tam on pri tistih začetkih, to pa je treba vedeti. Tako moramo dojeti, da kar strnem, da ne bo video dolg 30 minut, očitno naša telesa nekje iz okolice morajo tudi ustvarjati električno energijo. Če je v telesu električna energija medljiva, pomeni, da nekako mora nastati. Bodisi smo vsi mi neke vrste Teslov stolp, ki iz kozmične energije delamo elektriko, bodisi imamo vsi nekje v sebi neke take obersofisticirane, kako bi to imenoval, celice, ki iz sončne energije delajo elektriko, kot denimo solarne celice, daš solarni polnilnik na sonce, si napolniš denimo mobilni telefon, oziroma tretji način, ki pa še ga ta trenutek ne bomo tematizirali. Skratka, vse probleme, ki jih imamo, si ustvarjamo zato, ker ne razumemo sveta. Od zdravstvenih do ekonomskih, do ekoloških, do filozofskih, do vseh. In ravno to je to. Svet doumeti je očitno mnogo bolj enostavno, kot se nam zdi, ker človeštvo je nagnjeno k temu, da vse zakomplicira, da več da
polaga na to, da ne bi bilo neke vere kot vera v nekaj, pa to ne pomeni sedaj v religijskem smislu, se razumemo. In truca nas tisto nekje v nas, mene hvala Bogu vse manj, ker intenzivno delam na tem, da izničim tisti egotrip, ki ga skozi generacije nosimo s sabo in mislimo, da je ta svet okoli nas, zaradi nas, ne da smo mi dejansko neko orodje narave, da bi ta svet generirali in regenerirali v zdravem smislu. Ja, kot človeštvo smo speljali z poti, jaz si danes dovolim tu dejansko nekaj takega zdravega brainstorminga, kar je kraj zelo inspirirujoč. In ko se človek tako vpraša o sebi, o svetu okrog sebe, o svoji prihodnosti, dejansko vidi, da bo treba nekaj spremeniti. Zdaj pa, da se vrnem res na izhodišče te teme, ki sem jo želim načeti. Tako kot je industrija zelo hitro zablokirala Teslovo idejo o neki brezplačni energiji in boljšem svetu, ker seveda to kapitalistom ni v interesu, tako je zelo podobno z našim zdravjem. In tudi naše zdravje je odvisno od elektrike, zato ker je naše telo, naše živčeve, tisti motor, ki poganja imunski sistem in vse ostalo, kar naše telo v sebi premore, pa verjetno anatomija in medicina še danes marsičesa sploh ne ve, zato ker je, bi rekli, v tem kontekstu bistvo o čem nevidno. In torej se moramo za zagotavljanje in sploh ustvarjanje lastnega zdravja tudi sami ukvarjati s fenomeni energije, ampak te seveda v smislu mazačev, bioenergetikov in ezoterikov, ampak dejansko, da smo fizična in metafizična bitja in da moramo dobesedno imeti urejene neke mehanske zadeve, da sploh lahko eksistiramo, se pravi, zadosti stika s soncem, zadosti stika z odprtimi prostori, zadosti hoje z bosimi nogami po magnetnem polju Zemlji, denimo, zato da v svoje telo dobimo zadostno količino energije, za zdravo metafiziko pa potem tudi to energijo seveda zdravo razumsko kodiramo, tako da nismo destruktivni, ampak smo smiselni in koristni. To je tematika, ki jo bom v bodoče obdeloval seveda dosti bolj natančno, tudi na zapisan način in z izobraževalnimi videi, tako kot to delam v svojem projektu Sanitas. Sem pa želel to natanko danes povedati, vsaj v istočnici. To dosti krat debatiram z očetom, materjo, ženo in še ostalimi kolegi. Če je v nas, oziroma to je tako ali tako jasno, v naših telesih je možno izmeriti električni tok, potem ta električni tok v nas nekako mora nastati. Bodi si, da pretvarjamo v smislu nekega mini Teslovega stolpa kozmično energijo v elektriko, bodi si, da več ko smo na soncu, imamo neke vrste elektrofotosintezo in kot solarne celice tvorimo štrom, bodi si tretji način, ki ga morda sedaj sploh ne znam definirati, ampak dejstvo je. In jasno nam mora biti, da naše zdravje je odvisno od dejansko tega, ne od žretja nekih farmacevtskih preparatov, ne od gledanja v nebo in čakanja na čudež, ki se ne bo zgodil, ampak od naše energetske samoiniciativnosti in ne nazadnje si moramo priznati tudi, da obstaja neke vrste naravna selekcija. Znanje je moč za zdravje in kdor bo želel biti zdrav, tisti bo, kdor pa bo slepo verjel, da mu ta farmacija podkupljiva in iztirjena medicina želi pomagati in mu bo pomagala, bo pa propadel. Skratka, bilo bi zelo čudovito, če bi se lahko nekako vrnili 150 let nazaj in vse napake, ki so bile storjene zaradi napačnega pojmovanja, odkriti Nikole Tesle in odkriti za njim, da bi lahko to nekako resetirali in si dejansko ustvarili svet poln radosti, zadovoljstva, zdravja, se pravi neki raj na zemlji, kar dejansko ne nazadnje si jaz se predstavljam, je namen vesolja, ko nas opazuje. Ampak človeški egotrip je tisto, kar to preprečuje. Zato za 160 let gospoda Nikole Tesle pozovemo globalno, zamenjamo škodljiv človeški egotrip s koristnim naravnim ekotripom.
in zdravje ter blagostanje bosta mnogo lažje dosegljiva kot v tem kaotičnem, norem, uničujočem svetu, ki se ruši sam vase. Sam vase se pa ruši zaradi ignorance človeštva.